Ta tretji ventilator, ki ga bomo pokazali, je Hamiltonov C6. Ta je za razliko od ostalih dveh turbinski, kar pomeni, da se v steno utakne samo kisik, zrak pa zajema iz okolice, ga preko HEPA filtra prefiltrira in pol uporabi za mešanico za bolnika. Tudi kot pri ostalih ventilatorjih preverimo, da je na ekspiratorni valvuli postavljen ekspiratorni filter, da imamo v sistemu vodo in da je grevc priklopljen na elektriko. Tudi ta ventilator bo stestiran, sestavljen in pripravljen za uporabo. Prižgemo ga z pritiskom na tipko in na začetku spet vnesemo spol in višino, moški 1,76 m, potrdim, kar bo potrebno pozneje zaradi alarmov, na kar se dotaknem tipke Modes in izberem obliko predihavanja. Kontrolirani volumski mehanski ventilaciji se na tem ventilatorju reče SCMV, se dotaknem, posveti spodaj rumeno Confirm, potrdim. Ventilator mi odpre pogovorno okno, kjer zberem nastavitve za ventilacijo, pa bomo začeli na napačnem koncu, začnemo z frekvenco. Rekli smo, hočemo imeti frekvenco 22, 25 ali pa včasih celo več. Potrdim, neha svetiti. Zberem dihalni volumen, rekli smo 6 na kilo. Tukaj mi ventilator sproti izračunava, ko jaz nižam dihalne volumne. Rekli smo, da je zame nekje 430, tako 6 ml na kilo, spet potrdim, zberem pip, tlak na koncu izdiha, ki smo rekli, da mora biti vsaj 12 na začetku, 15 ali pa celo več, in pa procent kisika. COVID bolnike bomo v štartu začeli ventilirati 100% kisikom in ga potem nižali glede na saturacijo. Razmerje med vdihom in izdihom bomo nastavili na 1:2, ali včasih celo na 1:1, ampak v štartu lahko rečemo 1:2, spet potrdim, na koncu vdiha nastavimo kratko 10% pauzo, ki bo podaljšalo vdih in izboljšalo oksigenacijo, in zbrali bomo obliko pretoka, ki mora biti padajoča, torej taka. Skriva se čisto na koncu, ko obrnete gumb do konca, vse skupaj potrdite in s tipko Start Ventilation začne predihavanje. Ventilator nam bo zdaj v realnem času izrisoval več krivulj. Zdaj demonstracija ni najbolj uspela, ker so pljuča, s katerimi vam tukaj prikazujemo, izjemno trda, zato so tlaki čisto nerealni, pa bom zdaj zaradi demonstracije te tlake znižal. Tako bi izgledala ena normalna volumska ventilacija. Kako pri tem ventilatorju izvedemo pauzo inspiratorno za določitev platoja? Tako, da se dotaknemo tipke Tools in se dotaknemo inspiratorni hold. Ventilator bo naredil inspiratorni hold, 2-3 sekunde se dotaknemo spet in smo naredili inspiratorni hold in sedaj lahko vrednost odčitamo tako, da se pomikamo z kurzorjem in imamo vrednost izpisano v levem zgornjem kotu. Ko dnevno menjavamo ekspiratorni filter, velja enako, kot smo povedali prej. Nekdo zaknika z peanom pri bolniku tubus, na kar gremo na Tools, odmrznem ekran, gremo na Tools, stisnem tipko Expiratory Hold, razkužim okolico ventilatorja, sedaj ni pretokov, odstranim filter, ga vržemo, zamenjamo z novim, ga damo nazaj in ventilator po 10 sekundah samodejno začne spet bolnika ventilirati. Seveda ob tem še odknikamo tubus. Zdaj pa še sam tlačno ventilacijo tukaj in sva gotova. Da sem zamrznil.
Na Hamiltonu lahko izberemo tudi tlačno kontrolirano ventilacijo oziroma BiPAP. Dotaknemo se tipke Modes, odpre se nam spet pogovorno okno, ki ga že poznamo. BiPAP, torej tlačna ventilacija na dveh nivojih, se skriva pod imenom DuoPAP. Dotaknemo se tipke DuoPAP, potrdimo in sedaj zberemo. In podobno, kot smo šli prej, bomo tudi tokrat šli z leve strani, zberemo frekvenco, zberemo tlak, do katerega naj ventilator napihne bolnika, zberemo PIP. Tukaj bi tipične nastavitve za COVID-19 bolnika bile 15/28 recimo, ali pa 15/30 z 100% kisikom. In tukaj nastavimo čas vdiha, tako da imamo razmerje vdih-izdih tam med 1:1 in 1:2. Torej s tem, ko vrtim jaz čas vdiha, ko skrajšujem čas vdiha, se mi podaljšuje čas izdiha in obratno. Če podaljšam čas vdiha, se mi skrajša čas izdiha in postavim razmerje vdih-izdih tako, da na neko željeno vrednost. Vse skupaj potrdim in ventilator začne predihavati v tlačni obliki ventilacije. Tudi pri tlačni obliki ventilacije na podoben način določimo plato, tako da gremo v okno Tools, se dotaknemo tipke Inspiratory Hold v trajanju 3 sekund. In tudi tukaj, ko menjavamo filtre, jih menjavamo na isti način, da gremo na Tools, zaklikamo tubus, kliknemo Expiratory Hold, zamenjamo filter, predtem smo seveda se razkužili, damo nov filter in prenehamo z ekspiratornim holdom, odklikamo tubus in odklenemo ekran, da nam kaže naprej krivulje.